Ko se vam zazdi, da potrebujete prostoren avtomobil, večina med vami poseže po enoprostorniku. Ta pa se v svoji najboljši luči pokaže šele takrat, ko imate 3 otroke, da lahko zadaj upnete 3 sedeže, česar drugot ne boste uspeli. Seveda govorimo o tistih velikih enoprostornikih, ki imajo zadaj 3 ločene sedeže. Če je otrok manj in vseeno potrebujete ogromno prostora, zapri! No, potem je superb zakon. Že limuzina je neverjetno prostorna, takšen karavan pa je še bolj. Samo poglejte ta prtljažnik, bi lahko človek kar spal v njem. Ali pa prostor na zadnjih sedežih oziroma pred njimi. Mularija bi lahko delala prevale. Ampak prostornost še zdaleč ni edina močna točka tega avtomobila. V tej zadnji generaciji je postal elegantnejši, prav poslovno uglajenje, tudi notranjost je kvalitetno izdelana, pač prepričljiv predstavnik razreda je superb. In prepričljivo se tudi pelje. Sicer precej odtujeno in nezanimivo, ampak vselej zanesljivo. Mimogrede, teh programov vožnje praktično ne potrebujete, ker se superb itak tako lepo pelje in tudi dvomim, da jih boste kaj dosti uporabljali. Mogoče pa priporočam menjalnik DSG. Temu avto kar paše, sploh s tem 140 kW dizlom v nosu sta precej uigran par. Ampak spet, tudi šibkejši motor bo povsem dovolj, brez skrbi. Seveda je odvisno, zakaj takšen avtomobil sploh potrebujete. Kot poslovno vozilo bo tako bogato opremljen seveda bolj prepričljiv, ampak bo šlo verjetno za limuzino. Karavana boste izbrali družine oziroma tisti z aktivnim življenjskim slogom, kot temu radi pravimo, se pravi, da boste s sabo lahko vozili kolesa, smuči in ne vem kaj še vse. In če vam slučajno Octavia ne bo dovolj prostorna, v kar sicer malo dvomim, evo, potem je tu superb.